Dovolj za frkance, jaz sem za frkal, da smo razvedrilna oddaja. Moramo se malo pogovoriti o eni resni in zanimivi novici iz obale. Dajmo si pogledati. Iz ideje, ki je nastala v študentskih letih v mislih Sare Pfeiffer Milčinovič, do dejanske steklenice refoška, ki je zorela pod prav posebnimi pogoji. Vino je namreč odraščalo ob zvokih Tartinijeve sonate Re maggiore. Se sprašujete, v čem se razlikuje od vina, ki klasične glasbe ne posluša? Čas so sam krave dale več mleka, če so Mozarta poslušale. A zdaj pa že Tartini dober. Nam padajo standardi. Se pravi, če jaz to zdaj prav razumem, vino je bilo med alkoholnim vretjem izpostavljeno Tartinijevi sonati in to je imelo pozitiven vpliv? Dajte mi malo več povedati, ker me res zanima, kakšna znanstvena dognanja so prišla do izraza. Izbrali smo Tartinijevo sonato Re maggiore izključno zaradi imena samega, ker refošk je kralj rdečih vin. Re maggiore, besedica re, po italijansko pomeni kralj. Zato se mi je zdela povezava izjemna. Recimo, da nisem čisti amater v glasbi in da vem, da Re maggiore pomeni D-dur. In ko je Tartini napisal to sonato in napisal in Re maggiore, je povedal tehnično, v kateri tonaliteti je treba igrati. Ne vem, če imel kakršnega koli kralja v mislih. Ker Re je D v muziki. Malo šepa ta teorija. Mogoče pa sem meni. Ne vem. In rekla je, izključno zaradi Re maggiore. Zdaj Tartini je skomponiral približno 130 skladb v D-duru ali in Re maggiore. Zakaj so jih to zbrali? Še jih je 130. Zaradi imena, refošk, Re maggiore. Lego kocke. In kakšen je bil postopek? Preko same maceracije in kasneje alkoholnega vrenja, biološkega razkisa, pretokov in pa zorenja je bilo vino ta del podvržen klasični glasbi. Iz zvočnikov je dobesedno igrala Tartinijeva violina. 24 ur na dan, 7 dni v tednu. A ste vi kdaj poslušali kakšno skladbo na repeat, na ponovitve? Kolikrat? 5-krat, 6-krat? A si predstavljate, kakšni bi bili po eni muziki, po enem tednu, 24 ur na dan? Po moje so sodi od vina vsi popokali od gneva. Jaz sem enkrat poslušal Wernerja na repeat. Po eni uri, kri z nosa. Ampak... Ne gade me. Zdaj jaz bi rad to sprobal. Jaz imam tukaj 2 kozarca. Pa me zanima, kakšen, če se to res pozna, ker mora se navzeti, pa? Vino, kaj, malo muzike. Čakaj, da ga ne bo slišal. Ta bo pol, da vidim razliko pol. Recimo, ta Mozarta posluša. Pa je res avstrijsko. Ja, pa je res razlika. Čeprav jaz bi še znanstveno analizo rad slišal. Na koncu smo potem v bistvu z analizami potrdili hipotezo, da vino z glasbo v bistvu je drugačno in da glasba pozitivno vpliva na živa bitja v samem vinu. Živa bitja so v samem vinu. Kje? A to so se zaplodila z muziko? Brezmadežno zvočno spočetje. Meni je jasno. A se res to čuti na vinu, da je bil Tartini na repeat? Da, zagotovo. Tartinijeve note, predvsem Re maggiore. Ja, v bistvu to vino je veliko violine čutilo in mislim, da jo tudi odraža. Se čuti razlika. Torej, jaz pravim temu, da to je pravo glasbeno vino. Tako. Se čuti Tartinija v njem? Se čuti Tartinija v njem, vse.
To so bili vsi ljudje, ki so imeli prste vmes. Mene zanima komentar kakšnega strokovnega, zunanjega in predvsem neodvisnega znanstvenega opazovalca. In danes se čuti po tolikih letih Tartinija in seveda se čuti vse to, kar glasba ponudi vsakemu. Glasba sprošča, glasba umirja, glasba spremeni dimenzijo človeka, glasba tudi tiste, ki so najbolj obremenjeni, razbremeni. In danes smo rahlo razbremenjeni. Ma moram pa povedati, da po 2 litrih bo še lih tako bruhnil. V glavnem, jaz vem, da je težko z novimi idejami ven hoditi, ampak vino je vino, še zmeraj ga boste prodali, tudi če bo na etiketi pisali sem vino. Lahko dopišete dobro vino, kvalitetno vino, lahko dopišete malo manj dobro vino. Vse bo šlo pri meni. Če cviček napišete, gor se v prodali. V Sloveniji smo. Na osnovni šoli Rogatec pa je po spomladanskem obratu prišlo še do modnega preobrata. V osnovni šoli Rogatec boste na hodnikih pa tudi v učilnicah težko našli učence, ki bi bili neprimerno oblečeni. Vse se da, če se hoče, pa če imaš pravi pristop. In mi smo v bistvu začeli v lanskem šolskem letu, ko smo opazili določene posameznike, ki so oblečeni torej neprimerno za neko etično, moralno, osnovno šolsko vzgojo, izobraževanje, ne? Jaz prisežem, da so imeli neke Calvin Klein majčke firmira, jaz tega ne ogledala v moje šoli. To je izobraževalna ustanova, ne Baščaršija, okej? Jaz podpiram. Meni se zdi to odlična ideja, eni so res malo skrenili, kar se oblečil tiče. In kakšna so zdaj nova pravila? Za mene ni nekaj veliko drugače, ampak na splošno pa se ne sme nositi takih krajših majic, pa krajših hlač in pa majic z žaljivimi napisi, pa tudi predolgih nohtov za varnost vseh. Če imaš dolge nohte, se hitro praskati začne. Končno, meni gre res na živce, ko vidim nekoga z majčko z žaljivimi napisi. A vam ne? Vam ni? Zadnjič sem bil na cesti, sem videl enega imel napis za RTV zakon. In kakšni so bili odzivi? Tako učenci kot tudi njihovi starši so novost zelo dobro sprejeli. Vredi mi je, da imamo zdaj taki pravilnik, ker pač gre za neko spoštljivost tudi. Jaz se strinjam s temi pravilami. Starši so soglasno to podprli, sprejeli, tudi eni so bili tudi zato, da prepovemo make-up, pa barvanje las, pa to, da take posege potem nismo šli. Vredi mi je, meni je vredi, ker noben ne ve, da sem pod obleko še zmeraj naga. Zdaj, če so vsi zadovoljni, pa ni vredno prispevka v naši oddaji, dajte na nekaj. Oni bi se mogli zdaj stepst. Bi mogli priti z majčkami, z žaljivimi napisami. Drugače imamo mi v studiu podobno pravilo, sem jih jaz vzpostavil. Nagi so hodili čas, pa sem rekel, oj, ne, tako ne bo šlo. Ista publika. Tako da zdaj so vsi lepo v pižamah. Prav lepo pa se je ugvantal tudi bivši predsednik republike, kako je že ime... Pozabil sem, pogooglite. V Trstu je namreč skupaj z... To je on, to je njegova slika. V Trstu je skupaj z italijanskim predsednikom Mattarello prejel častni doktorat, ampak ne za Instagram account, ampak za... Tis še bo. Tis bo Nobelova za mir. Pač pa za svoje udejstvovanja na področju državotvornosti. Ko sem se konec tistega julija leta 2020 sprehajal po Kopru, me je zaustavil mlad fant. Segel mi je v roko in se mi zahvalil za to, kar sva bila storila s predsednikom Mattarello. Ganilo me je. Imel je 16 let. Bil je pripadnik italijanske skupnosti v Sloveniji in mi je povedal, da je njegova družina spremljala slovesnost pred televizijo s solzami v očeh. In potem sva naredila selfie.
In me je dodal na Instagramu in rekel je, da sem lep. Jaz mislim, da je bil nekdanji predsednik močno ganjen in da ga je prevzel občutek močnega zadoščenja. Bil sem močno ganjen, prevzel me je občutek močnega zadoščenja. Smelo! Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.